V naslednjih minutah pa se bomo pogovarjali tudi o sindromu prepustnega črevesja, stanju, ki vpliva na naše telo na več načinov. Z nami bo dietetik Peter Jantol, strokovnjak na področju prehrane in črevesja. Peter, najprej bi radi izvedeli, kaj sploh je sindrom prepustnega črevesja in katere so njegove glavne značilnosti. Ja, sindrom prepustnega črevesja je v bistvu stanje, ko črevesje rata malo bolj prepustno. To se pa v bistvu zgodi zaradi tega, ker se celični razmaki med celicami črevesne stene nekako razrahljajo, in potem v bistvu skozi te vrzeli lahko prihajajo različni toksini, potem različne bakterije, neprebavljene molekule hrane, in dejansko potem povzročajo različne simptome. Zdaj, simptomi, ki nekako sovpadajo s tem, so na primer utrujenost, poslabšan imunski sistem, različne prebavne težave, lahko se pojavijo tudi kakšne alergije na koži oziroma izpuščaji. Kaj pa povzroči to povečano prepustnost črevesja? Ja, tukaj imamo kar nekaj teh dejavnikov, ki to povzročajo. Prvo je v bistvu nezdrava prehrana, ki vsebuje kar veliko sladkorja, potem alkohol, lahko tudi to povzroča, pa tudi uporaba določenih zdravil, ki nekako vplivajo na črevesje. Potem so tukaj kakšna vnetja kronična, ali pa pač tudi stres. Potem pa rečemo iz okolja, so tudi določeni okoljski faktorji, to se pravi onesnažila v zraku, ki tudi lahko povzroča kaj takega. Zakaj pa bi nas to stanje moralo skrbeti? Ja, prepustno črevesje lahko vodi v različna kronična vnetja, oziroma bolezni, tudi avtoimune bolezni, pa tudi alergije. Potem pa v bistvu, ja, vemo, da je črevesje tudi steber zdravega imunskega sistema, tako da če imamo pač črevesje nekako poškodovano, oziroma prepustno, tudi imunski sistem ne more normalno funkcionirati. Je pa predvsem to pomembno, da pač to prepustno črevo dejansko vpliva na naše splošno dobro počutje, raven naše telesne energije, in tudi v bistvu na našo delovno storilnost. Kako pa lahko ugotovimo, ali imamo sindrom prepustnega črevesja in kako se to stanje lahko diagnosticira? Ja, dejansko, da imamo sindrom prepustnega črevesja, nekako nakazuje že vsi ti znaki, ki sem jih prej povedal. Drugače pa ja, obstajajo tudi različni te laboratorijski testi, kjer na podlagi krvi se da določati določene parametre, ki jih pač to prepustno črevesje, ki nakazuje na to prepustno črevesje. Tako da ja, če imate kakšne te znake, greste lahko opraviti kakšen test za prepustno črevo. Kaj pa zdravljenje? Je zvišano prepustnost črevesja mogoče ozdraviti? Ja, je možno ozdraviti, vendar je to kar tek na dolge proge. Tukaj se gre, v bistvu govorimo o nekaj mesecih oziroma tudi nekaj let, odvisno od tega stanja, kakšno je. Je pa tukaj predvsem pomembno poudariti, da je tukaj ena najboljših sprememb, ki jih lahko naredimo, da gremo proti temu prepustnemu črevesju, da spremenimo našo prehrano oziroma jo spremenimo nekako, da bo bolj zdrava. In kako ta prehrana pomaga pri tej težavi? Ja, prehrana igra tukaj res ključno vlogo pri, bom temu rekel, zdravljenju te črevesne stene. Tukaj govorimo predvsem o hranilih, kot so probiotiki, prebiotiki, potem omega-3 maščobne kisline, različni vitamini, predvsem tisti, ki imajo antioksidativne lastnosti, in pa pač tudi rastlinski polifenoli. To dejansko prehrana, ki vsebuje vse ta našteta hranila, dejansko pomaga, to se pravi pri tem, da se nekako to stanje spremeni nazaj v tisto prvotno zdravo stanje. Ja, tukaj bi dodal še to, da se je treba izogibati v primeru prepustnega črevesja predvsem hrani, ki nekako spodbuja te alergije, to so pa predvsem gluten, potem laktoza, pa tudi v bistvu kakšni aditivi. Tukaj se je treba tega res izogibati. Kakšno vlogo pa imajo prehranska dopolnila pri obvladovanju tega stanja? Ja, zdaj tukaj lahko naštejem 3 stvari. Dejansko prvo kot probiotiki, prebiotiki, tukaj je res fajn, da imamo
da uživamo takšne probiotike, ki imajo čim več teh sevov, to se pravi 30 ali več. Potem je tukaj še omega-3 maščobne kisline, ki so v bistvu pomembne za črevesno steno, in pa potem še v bistvu polifenoli in pa pač te antioksidativni vitamini, ki dejansko preprečujejo oziroma znižujejo širjenje teh vnetnih stanj po črevesju. Je pa pač tukaj zelo pomembno, da se pač o dozah oziroma količinah tega tudi posvetujemo s kakšnimi prehranskimi strokovnjaki. Pa da so ta prehranska dopolnila res kvalitetna, ne? Točno tako, to je pa tudi nekaj pomembnega, ne? Peter, hvala za razjasnitev tega pomembnega vprašanja o zdravju črevesja. Prepričana sem, da je to zagotovo koristno za vse naše gledalce. Ja, hvala tudi tebi, Nataša, za vabilo v oddajo. Bi pa tukaj samo še izpostavila moje sporočilo, in sicer to, da je res pomembno skrbeti za naše črevesje, ker v bistvu samo zdravim črevesjem lahko nekako skrbimo za naše zdravo življenje. Hvala, Peter. Malenkost, hvala tudi tebi.